Dame in gospodje, pozdravljeni! Vsak čas se boste lahko udeležili zelo vznemirljive igre na zapuščenem otoku, skorajšnjem raju, kjer pa žal ni hrane in vode. Če se boste hoteli rešiti, boste morali premagati igro. Dodelili vam bomo ročne granate, ki imajo svoje vrstne lastnosti. Za testiranje teh boste imeli kasneje dovolj časa. S kom se boste bojevali, se sprašujete? Bojevali se boste med seboj. To igro lahko premagate le, če zberete 7 drugih kristalov, ki smo jih implementirali v levo roko. Zraniti jih je mogoče le s kirurško operacijo ali pa če se vam zaustavi srce. Veliko sreče pri igranju! To je uvodni opis animeja Batum, kjer se postavimo v čevlje asocialno-geekovskega Ryota Sakamota. Ryot je iz neznanega razloga in za nameček še brez kratkoročnega spomina pristal na izoliranem sanjskem otoku. Pri sebi je našel le svoj nahrbtnik in torbico s časovnimi granatami. Kaj hitro mu postane jasno, da so granate podobne spletni igri Batum, kjer je sam eden najboljših igralcev. Zgrabi ga panika, samo je kot geeku absurdno nekoga ubiti v resničnem življenju. Pristane pa v pravem peklu, kjer se želijo vsi pobiti za 7 kristalov na njihovih rokah. Zgodba animeja ni le plehka štorija na hitro zbranih posameznikov, ki bi se brez glav želeli pobiti med seboj in rešiti svojo rit. Tako kot ima Ryota problem odvisnosti od spletne igre v realnem življenju, so bili tudi drugi posamezniki poslani sem zaradi svojih težav. A niso vsi problemi čisto taki, kot da gre to za potencialne obsojence. Ravno nasprotno, so ljudje s povsem življenjskimi ozadji. Serija je odličen prikaz psiho ljudi, ki izhajajo iz takega in drugačnega okolja. Ne glede na njihov karakter in navidezno prijaznost, je sočlovek zadnja stvar, ki lahko zaupaš, ko so v igri življenja postavljene na kocko. Čeprav imamo veliko zanimive akcije, psihopatskih izpadov in razvoja, v seriji najdemo tudi zelo nepričakovan romantičen zaplet. Ker bi bila vsaka nadaljna izrečena beseda že uničenje ogleda, priporočam, da si zadevo tudi sami pogledate. Malce boste le razočarani, ker je anime narejen po istoimenski, še ne zaključeni mangi. Zato tudi TV serije obvisi v zelo zanimivem vzdušju. Vsekakor smo v pričakovanju nove sezone, v nasprotnem primeru pa vsaj branja istoimenske mange.